je pomembno, da delamo na več ravneh. Ni zadost biti samo dober ukazovalc, ker pri ukazovanju gre v glavno za premikanje teles po mehanskih razlogih s pomočjo psihe. Če nekomu dvignete glas, nekateri delujejo na strah, nekateri delujejo na veselje, različne vplivne točke ima. Ampak to je za visoko kakovost vodenja pomembno, da zagotavljamo idejno, moralno, kulturno, intelektualno in politično vodstvo. Politično vodstvo, tle na Slovenskem se navadno pojem politike zreducira na nekaj, kar je slabo, najpoprej, kar je vezano na stranke, kar je vezano na zlorabo moči. Politično v tem smislu, kot jaz govorim, je vezano na uporabo moči. Vi morate imeti moč in energijo in jo morate znati generirati. Brez moči ne morate narediti nič. Moč je, če rečemo čisto jezikalno, dela zmožnost, da sploh lahko opravite neko delo. Prav, to je sploh predpogoj za vodenje. Torej, idejno. Idejno ne pomeni, da sami generirate vse ideje, ampak da imate vzpostavljeno v krogu ljudi generiranje idej. Moralno. Moralno pa pomeni, da vzdržujete nek moralni standard, ki velja v tisti šoli, pa za katerega želite, da velja v tisti šoli in okolju. Moralni standard. Kredibilnost za naprej in za nazaj, se pravi tudi za politične poteze, tudi za intelektualno sprejemljivost. Brez moralne kredibilnosti težko kaj narediti. Potem imamo intelektualno. Zdaj, hotela ne vas kolegi, kjerkoli ste tudi v skupnosti, sprejemajo kot volilne intelektualce. Torej, pričakujejo, da boste z njimi na nek uveljavljali racionalni diskurs. Vi veste, da ljudje ne delujejo po racionalnih kriterijih, ampak v vsakem primeru se od voditelja pričakuje, da to vzpostavi. Jaz sem tle zamudil zaradi tega, ker sem bil v državnem svetu, državni svet je dal veto na polovico zakona, pa polovico člena glede sveta fundacije. Tle v državnem zboru in državnem svetu je nemogoče vzpostavljati intelektualni diskurs. Ampak recimo, da se človek trudi. Šli so spodbijati proceduro členom, se rekli, ministrstvo je kršilo 15. člen zakona o športu v proceduri. No, v 15. členu je pa napisana sestava strokovnega sveta za šport. In sem to povedal na zasedanju sveta državnega, sem to povedal na komisiji državnega zbora, ki je to obravnavala. Ampak danes je še zmeraj predstavnik državnega sveta govoril o tem, da smo kršili 15. člen. Tle ni pomoči. Ampak recimo, da vi nimate takih kalibrov v vaših kolektivih, da se to na nekaj dobro, se veste, noben kolektiv ni popoln. Ampak ne glede na to, se pravi, vzdrževati treba to klimo, kot da argument šteje, no, vse to. Tisto, kar je pri vodenju najbolj pomembno, je kvaliteta ciljev, zastavljanje ciljev. Cilj je nekaj, kar sploh vzpostavi napetost med tem, kar smo zdaj in kar bi radi bili v neki drugi točki.
je napetost med tem, kjer smo zdaj, se pravi med prostorom, v katerem smo zdaj, in med prostorom, v katerem bomo v neki drugi točki. To je cilj. Prav, mi bi radi bili, kako imate, že najboljša šola v tej vasi. To je en tak zelo ambiciozen cilj. Skratka, mi bi radi bili, navadno so take cilje, ampak povejte, vi morate, cilj mora biti jasno določen. Mora biti jasno določen, tako da se lahko vsak od teh, ki so zraven, preslika. Se pravi, se mu vzpostavi ta napetost med tu in zdaj, tam in potem. Iz te napetosti potem raste zainteresiranost. Ker kaj je interes? Interes je to, kar je vmes. Interese. It kot interese. To, kar je vmes. Med zdajle in potem. Se pravi, brez kvalitetnega cilja ni napetosti. Cilj mora biti jasno postavljen, se pravi, s časom, krajem. Navadno bi bilo dobro, zelo dobro je, če je tudi z eno pravo emocijo. Kako bomo potem na koncu veseli, vzhičeni, ko bomo tja prišli. Ta emocija mora biti še tudi zdaj zraven, zato da nas vleče tja naprej. Torej, vodenje ni samo tehnična zadeva, kako nekoga, potem, ko smo nekje v osami, v klauzuri sprejeli cilj in mogoče koga obvestili o tem, pa jih pol vlečemo ali pa rinemo za lase, tepemo. Ne? Ampak mora delovati že sam po sebi in deluje, če je kvalitetno postavljen. Cilj sam že vleče.